strelišče je sestavljeno iz 3 sklopov. Prvi sklop je to centralno strelišče, ki je dolžine 180 metrov. Namenjeno je predvsem, da se bori v postopkih streljanja z vsemi tipami oborožitve, ki imamo v enoti. Drugi del sklop je namenjen v urjenju v urbanem okolju oziroma v prostor, se pravi hodnik in pa sam prostor. Kot je bilo pa že rečeno, se počaka še strelska borbena hiša, kjer bo moč izvajati tudi strelsko urjenje v samem objektu. Tu zbrali vse tiste vrhunske profesionalce naše države, ki skrbijo za različne vidike nacionalne varnosti, da bodo prvič prenašali izkušnje eden na drugega in drugič, da bodo tu čim več postopkov usposobili, izurili, tako da se bomo lahko na vse njih zanesli. Postopki so preverjeni že v vadbeni situaciji, postopoma, se pravi, prvo se gre na suho, se pravi brez orožja, potem se vzame orožje, se gre za manevrskim strelivom in šele z bojnim strelivom je zadnja faza, ko se gre na usposabljanje za 360 stopinj. Samo strelišče omogoča, da gre prvo posameznik, potem par in podskupine, se pravi, da se upošteva načelo postopnosti. Zato, ker lahko na poligonu v simuliranem okolju izurimo vse taktične postopke, tako z vadbenim kot tudi z ostrim strelivom. Torej, ni potrebno pošiljati ljudi v realno situacijo, da bi se tam urili, in to je tako dober, tako visokotehnološki poligon, da realno situacijo zelo približa vadbeni. Torej, da to, kar se tukaj doživlja, je pravzaprav zelo blizu tistemu, kar doživijo ljudje potem, ko dejansko upravljajo svoje naloge, bodi si na misijah, bodi si tudi pri kakih drugih nalogah, ki jih izvajajo vsi ti specialci. Vse komande na tarče. Tarče so vodene vse preko računalnika in preko prenosnega računalnika. Ta prenosni računalnik je najbolj namenjen za tarče prenosne, ki smo jih od spodaj videli. To pomeni, da tiste tarče prenosne lahko damo kamorkoli v naravo in streljamo z simulacijo strelnega orožja. Glavni računalnik je pa namenjen za dvig tarč na celotnem strelišču. Tukaj, kakor vidimo, lahko po grupi zdigujemo vse tarče, zdaj so se tarče gor zdignile, spustijo, lahko pa naredimo scenarij nekega streljanja in pride strelec in strela po scenariju.